letošnji festival je pravzaprav ena taka mešanca kulinarike in umetnosti. Rekli smo, da naj bo to hrana za dušo in telo, kar pravzaprav eno in drugo je. Ali je to hrana, ali je to umetnost, gre z roko v roki. Tu so z nami vrhunski kuharski mojstri, pa ne samo vrhunski, so tudi mladi kuharski mojstri, se pravi čisto maleni, in seveda tudi kuharski mojstri, ki so svetovno znani. Poleg tradicionalnih jedi, seveda tu ne gremo nikakor mimo kobariških štrukljev, imamo tu tudi malo avtorskih jedi, ki so nastali s tem sodelovanjem umetnika in kuharja. Ki so soseda v Proštva, Stemnina. Vidva sta iste ulice v Tolminu, ulica Prekomorskih brigad, sosednji blok. 14. Zato mislim, da kruh in mleko malo je tminska realnost in zato ta sladica je malo tminska realnost. Jo razumeš, če se izstava? Kar je meni dobro je to, da Ana je morala narediti nekaj na temo kruha in mleka in on je po čisti asociaciji in naredila to. Tako da ni nič drugega kot kruh in mleko. In smo rekli, da je življenje v Tminu včasih kislo, včasih pa grenko, slano in sladko. Na koncu pa sladko. Ampak zelo malo sladko, tako da sladica ni sladka. Ja. Imamo pa seveda eno sentimentalno zgodbo zraven, tle so z nami tudi naše lone. Vsi se jih spomnimo po njihovih birtohih. To je njihov zaščitni znak, bi lahko rekli, in so z nami tudi danes. Zbrali smo kar lepo število novinih birtohov, naredili smo čudovito razstavo v stari hiši Polonki. Tukaj se čuti neko vzdušje, celo miza je tako naštemana, kakor da je ona ravno kar odšla skozi bajto in je pustila pač birtoh kar tako vržen gor na mizi. Odločili se pa tudi, da bomo obesili vse stvari noter, ker pa je tako kobariške žene niso nikoli obešale stvari na ulici. Tako da zato so v prostoru obešeni. Seveda pa so tudi Stanka Golob, priteščene iluzije skupaj z restauracijo Kotlar in modne kreacije Boruta Šulina skupaj z restauracijo Tom Kotlar. Z njim sva se povezala v bistvu v kulinaričnih okusih, v modnih okusih, naredila neko zgodbo modnega krožnika, ki daje svoj pečat v bistvu in je neka fuzija vseh dobrih okusov. In potem je prišel en panjut in samo je bil preoblečen in je kar naenkrat začel eno pesem peti, ker je ni prav noben pa poznal. In drug dan, ko so prišli ti pasteri v šerarnico, ni bilo pa niti nobenega več šera.